Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spet ponovno iz našega studia tukaj na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer za vas pripravljamo različne intervjuje z različnimi pomembnimi osebami. No, tokrat se je v našem studiu oglasila ministrica za zunanje zadeve, gospa Tanja Fajon. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Torej, danes v ekipi nekako SD-ovih ministrov ste tukaj na Agri tudi vi, pa morda vaš pogled na letošnjo izvedbo sejma Agra tukaj v Gornji Radgoni? Ni prvič, velikokrat se udeležimo tega sejma. Tudi v preteklosti, ko smo imeli še ministra za kmetijstvo, gospoda Židana, pa župana Murske Sobote, večkrat smo navzoči, poznamo, kako ta sejem deluje in vedno je izjemna priložnost, da spoznamo, kakšni so izzivi našega gospodarstva, kmetovalcev, pridelovalcev, vinarjev. Lahko čestitam ob tej priložnosti tudi 60. obletnici, prazniku sejma Agra in pa seveda vsem, ki bodo dobili priznanja in vsem, ki sodelujejo, direktorju in ekipi. Slovenija je zelo primerna destinacija, ko govorimo tako za na eni strani izvozno naravnana podjetja in za podjetja tuja, ki prihajajo k nam. Imamo veliko potencijala, veliko priložnosti. Danes smo se z gospodarstveniki pogovarjali predvsem, kako ta energetska, prehrambena draginja, vojna v Ukrajini prizadeva naše gospodarstvo, naše kmete, pridelovalce in tu vlado čakajo jeseni še večji izzivi. Zato se mi zdi, da je toliko bolj pomembno, da smo ministri med ljudmi, da se pogovarjamo, da slišimo, kaj je še za narediti in tudi ti ministri, ki smo bili danes tu, gospodarstvo, kohezija in tudi ta gospodarska diplomacija, se mi zdi, da je lahko zelo lepa priložnost, da tudi skupaj naredimo tiste nujne ukrepe, ki so pomembni za gospodarstvo. Vloga tega sejma Agra nekako v tem evropskem mednarodnem vidiku, kajte vemo, da vseeno to je mednarodna zgodba. Kako vi gledate to vlogo tega sejma v širšem tem evropskem pa tudi svetovnem okolju? Vsak velik sejem, je to slovenski mednarodni sejem, je priložnost predvsem za naša podjetja, da pridobijo izkušnje, mogoče, da lahko se mrežijo, predvsem pa, da lahko tudi razširijo svoje zmožnosti za vstop na druga trga. In Evropa je skupen trg, skupen prostor, kjer imamo veliko priložnosti. Še enkrat, gospodarstvo naše je izjemno izvozno naravnano. Danes je Evropa tisti prostor, kjer se moramo najbolj osredotočiti. Seveda so tu še Azija, Afrika, drugi trgi, ki obstajajo za naša podjetja, ampak treba je predvsem spodbujati ne samo zato, da pomagamo gospodarstvu, ampak da tudi privabimo investicije v našo državo. In en tak sejem je seveda izjemna priložnost. Letos je strateška partnerica Japonska. Z Japonsko imamo 30 let diplomatske odnose in Japonska je izjemno pomembna strateška partnerica, ki želi še bolj vstopati v naš trg, iskati priložnosti z državo. Delimo veliko skupnih vrednot, demokracije, pravne države, spoštovanja temeljnih pravic, skupaj kandidiramo tudi, vsaj podpirajo nas, za kar sem jim zelo hvaležna za kandidaturo Slovenije v Varnostni svet Združenih narodov, kar je tudi en velik državni projekt in to so zgodbe, kjer lahko prepletamo politiko, gospodarstvo, izzive ljudi in delamo tisto, kar je najboljše za državo. Vemo, danes je tudi zelo pomembna prehranska varnost, pa glede na to, kaj se v Evropi dogaja, pa če gremo vse od ukrajinske krize, pa seveda tudi do podnebnih sprememb, vemo, posledica suše, manjši pridelek, kaj nas čaka z vidika prehranske varnosti v naslednjem obdobju? Čakajo nas seveda izzivi. Mi smo se že tudi v vladi pogovarjali, ali bo po energetskem jeseni potreben tudi prehranski dodatek. Cene gredo gor, zagotovo, dlje ko traja vojna v Ukrajini, večje so seveda posledice na naše gospodarstvo. In tu so zlasti zaradi draginje energentov, seveda te posledice za vse pridelovalce izjemno resne. Mi si kot zunanja politika na evropskem parketu trudimo predvsem najti kanale diplomatske, kako to vojno v Ukrajini čim prej končati. Prizadet je ves svet tudi zaradi izvoza rži in drugih pridelkov, ki so pomembni za to, da ohranjamo
prehrambeno varnost po vsem svetu, ker ne nazadnje to prizadene tudi Slovenijo. Slovenija je tu ranljiva, mi vse ukrepe spremljamo znotraj Evropske unije in mednarodnih organizacij in seveda si želim, da bi se tudi vojna čim prej končala, da bo tudi naše gospodarstvo posledično lahko spet se ukrepilo in zaživelo. Vemo, da so to vojno nekako določena podjetja energetska izkoristila z, nekako bi človek po domače rekel, z navijanjem cen. So mogoče tu vzvodi, da bi tem vojnim dobičkarjem malo pristregli perute? Vsaka vojna ima globje korenine in daljšo zgodovino. Vojne v svetu so vojne, ki so običajno zaradi moči, zaradi prevlade interesov, zaradi vode, zaradi kapitala, zaradi orožja. In tako se svet naglo vrti z globalnimi razmeri in silami, zato tudi pravim, vojna v Ukrajini se mora čim prej končati, morajo se začeti pogajanja. Slovenija je tu lahko samo kot mala država, članica Evropske unije in mednarodnih organizacij, aktivna partnerica pri iskanju rešitev, ali so to diplomatske, politične rešitve, predvsem pa rešitev za to, da bodo lahko ljudje v Sloveniji varno in normalno živeli. Tu pa imamo svoje znanje, imamo svoj potencial in zdaj vlada pospešeno išče ukrepe za gospodarstvo, za najbolj ranljive ljudi. Ne bo nam enostavno, vsi bomo morali varčevati, ampak jaz mislim, da bomo skupnimi napori lahko tudi to prebrodili. Pa je volja v Ukrajini z ene in druge strani, ki bi nekako bili pripravljeni odložiti orožje? Ta trenutek se ne zdi, da bi obstajala politična volja ne na eni in ne na drugi strani, da bi se pogajanja zares začela. Obe strani vodita v izčrpavanje. Tu gre za obsodbo tej ruski agresiji v Ukrajini. Tudi Ukrajina se na drugi strani močno oborožuje in ni videti kmalu konca vojne. Tako da mogoče bo zima prinesla malce miru, se pa bojim, da zna to postati nov zamrznjen konflikt na evropskih tleh, še eden več, ki bo tudi Ukrajino lahko peljal stran od te evropske ambicije in želja in zlepa ne bo takega miru, kot si ga predstavljajo ne na eni, ne na druge strani. Pa ima morda Evropska unija dovolj moči, da bi lahko nekako bolj prisilila eno in drugo stran, da sedite za mizo in zmenite se? Evropska unija se trudi po svojih kanalih, mislim pa, da so tu druge akterke, ki se pogajajo in se pogovarjajo. Zdaj zadnje tedne je močno prisotna Turčija kot posrednica in Turčija igra neko vlogo v pogajanjih, na eni strani z Rusijo in z Ukrajino. Ali bodo ta pogajanja uspešna, tudi v luči seveda je treba razumeti, da so v Turčiji predsedniške volitve, da so tu veliki strateški interesi zadaj in da si lahko samo želimo imeti veliko modrosti tudi znotraj Evropske unije. Jasno je zdaj, da neke velike enotnosti v sprejemanju novih sankcij zoper ruski režim ta trenutek ni na mizi. Posledice pa čuti ne samo rusko, tudi evropsko gospodarstvo. Gospa Tanja Fajon, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimiv pogovor. Hvala lepa.